Dober večer, drago občinstvo, hvala, da ste prišli. Res se lepo vidi, da je za knjigo polna dvorana. Z Miho sva se že srečala prav na tem literarnem ozvezdju, sicer kakšen mesec, dva, tri nazaj, ob poeziji, takrat jih je bilo 15, jaz sem rekel, zdaj je Šalehar, to bo vsaj še enkrat več folka. In se je zgodilo, da je ful prevečkrat več folka. Jaz ne vem, kakšna bova, jaz sem knjigo že prebral, vsi imamo neko izkušnjo najbrž z alkoholom, če ne mi, jo imajo naši najbližnji. Zdaj, koliko ste spili, kakšno statistiko imate lastno, to ne ostane osebna stvar. Miha jo je izdal v knjigi, o tem bova govorila, največ v knjigi. Miha, letnik 74, o tem je prepovedal, da govoriva. To je zdaj njegova tretja knjiga, Notranji pir, začel je valjda zbirko kolumen, ki jih je pripravljen najverjetneje za Val 202 in so potem ugledali tudi luč v pisni obliki. Ne, ni bilo čisto za Val 202, mislim, da sem jih, v bistvu niso bile niti objavljene v tiskani obliki, ampak velika večina jih je iz enega medija, ki ne vem, to še obstaja. Neki plus, Fokus Plus je bil polen. To je bil nek spletni portal, kjer smo malo objavljali, tam jaz ne bi bil celo delničar, ne. To je bil Crnkovič, je rekel, da prid, boš ti delničar, in sem rekel, da sem jaz končno, mislim, tako osminski lastnik in česa velizga. Mislim, da je to Večeru prodal, ampak nisem jaz nobenih santijem dobil. Jaz bi kaj malo za nazaj. Tako da večino tekstov je bilo tam objavljenih, nekaj jih je bilo, mislim, da v Financah, nekaj je bilo pa tudi čisto napisanih. Ampak jaz bi se najprej, izvoli, Miha, tvoj večer je, ne? Bi se ful zahvalil za tak lep obisk in sem počaščen in hvaležen za to pozornost. In malo pod pritiskom, jaz upam, da se bova odrezala, ampak glede na družbo ne dvomim. Mi, da sem se v resnici tukaj, ne bom rekel spoznala, ker poznal sem te že prej, ampak neka kemija se je zgodila. Ja, upam, da naravna. Se pravi, zbirka kolumen pod imenom Duh česa, ne Duh časa. Vedno so taki naslovi, da jih z veseljem zgrešiš, ne? Jaz sem ful tak res antitalent za naslove. Ne, se to pa zdi ful dober. Če pogledaš moje oddaje, ne vem, Toplovod, Spetek, Oprosti, Toplovod namiguje na neko latentnost, ne da ne, na neko, mogoče, da ne greva zdaj prav latentno homoseksualnost. Mislim, moram verjeti, da so te šale še vedno aktualne, namreč pred 20 leti so me ljudje res zmerjali s toplovodarjem, celo takrat v začetku oddaje so klicali na radio, da te toplovodarske, mislim, da kaj se pa gremo. Pol se mi zdi, da iz leti ljudem postali jasno, da ni v tem štos, pa da me niti toliko ne gane, pa so nehali. Pol mislim, da ko se je zgodila ta kombinacija covida pa Janše, se je to spet malo obudil, ne. Pač ne toplovod, tam se pa Pedri not pogovarjajo, ne. Tako da hvala, da si obudil, to je res ne, veš kaj se mi zdi, v teh prebojenih časih ima nepotreben štos na celo. Zdaj si mi še te drugo knjigo Pustolovec. Ja, Zmote. Ta naslov sem pa ukradel. Enemu mojemu dobremu frendu in resnemu knjižnemu avtorju Juriju Hudolinu. Včasih smo ga na vso silo veliko srali skupaj, ne. In on je v enem izmed svojih romanov je za nekoga rekel noter, da je Pustolovec Zmote. In pa je bila neka priložnost. Jaz mislim, da je to iz romana Na Kolodvorski nič novega, ne? Ja, bravo, Na Kolodvorski nič novega, sem se mu zahvalil, si prebral. Tako, Na Kolodvorski nič novega, tam noter je en kup zanimivih stvari, med drugim tudi ta Pustolovec Zmote. In fora je bila, da smo bili mi enkrat na enem kolesarjenju, klele po tem alpskem predgorju, več dni s frendi in sem jaz s sabo to knjigo Hudolinovo in sem jaz dvema frendoma to bral, ne. In pol smo šli en dan, mislim, da na Matajur, en tak zelo logičen hrib, gor gont in valjda jaz sem zalutal, ne, ker jaz vedno zalutam. In v tistem pa jaz privlečem ven, mislim, da je bilo to malo po mojem 40. rojstnem dnevu in so meni kupili neko čist zajebano GPS napravo, ne. In jaz to vam potegnem. Fantje, zdaj se bomo pa mi rešili iz te zagate navigacijske, ki je bila čist simpel, malo levo pa desno si pogledal, pa si videl, kje je vrh. In jaz tisti telefon prižgem in seveda nisem imel map naloženih, je bila samo ena taka rdeča pika na enem sivem ekranu in takrat sta ona dva rekla Pustolovec Zmote, tako da me še zdaj kličejo Pustolovec Zmote.
Okay, v bistvu nisi mogel ukraditi, on je nevede pisal tudi o tebi, ne, v knjigi. Ja. Mogoče si se tam prepoznal. Zdaj smo kle na notranjem piru, meni je celo, ko sem bral to knjigo, bi si želel, da je bil tak moj notranji pir, ne, ker mi bolj asociira na moj boj, kot na pivo in mir. Pa tudi knjige, ko jih pogledaš naslovnice, se zdi, kot da je ta nova v bistvu najstarejša, ker na vsaki novejši izdaji boljše zgledaš. Ker se mi zdi iz prodajnega vidika ful dobro. Ja, zmogljivejša je ta tehnologija za obdelavo fotk, bi jaz rekel. Jaz mislim pa, da je tvoj življenjski slog vedno boljši. Ja, čeprav pa drži, ne. To prvo fotkanje, ker jaz imam namreč ful mal teh portretnih fotografij, ker selfijev ne znam delati. Ja. Ful nerad se slikam in ta prva je bila z enega fotkanja, to smo si še takrat na založbi sposodili, ker smo delali za Val 202 in jaz se ful spomnim, da sem s hudim mačkom prišel na to fotkanje. Ne, si zabuhal, kle se vidi, da si zabuhal, ne? Ampak glej, pri notranjem piru si že težek intelektualc, vegan, pozdravljen, ne? Ja. A bi se prepoznal kot zdravi Miha na ta zadnji, ali niti ne? Mislim, to ta očala naredijo, ampak to res ni bil nek tak, bom rekel, estetski pridodatek. Dejansko sem že v tisti fazi, ko moram otrokom dati za prebrati z konzerve, a veš, tisti drobni tisk v trgovini, če nimam očal. In sem se moral pač sprijazniti s tem, s to neko novo podobo. Ne. Čeprav, mislim, dobro, pustimo tvojo podobo, meni se zdi tvoje doživljanje sveta, kot te spremljam in kot te berem, se mi zdi vedno rahlo zadržana, intelektualna, ne? Vedno imaš nek do sebe tudi tretji uvid, to tretje oko, mislim, ta tretja osebna gledanje na sebe, da gledaš sebe kot del družbe, ne kot ti iz sebe, ampak jaz kot del nečesa, da se znaš tudi intelektualno opazovati in se ocenjevati, kar je lahko tudi zelo obremenjujoče. Meni se zdi, da je to nujno. Mislim, meni se mi zdi, da je ta samorefleksija zelo fajn stvar. Predvsem človek se ne sme preveč resno jemati. No, in tako, meni so šli vedno na živce ljudje, ki so se malo preveč resno jemali. Ne. Se mi zdi, da ti ljudje, ki se ful resno jemljajo, imajo najmanj sposobnosti, da lahko sebe pogledajo skozi eno prizmo. Vse življenje je ena ful smešna reč in jaz sem en ful smešen kamenček v tem kolesju življenja in meni je super sebe opazovati tudi na en, bom rekel, čist kritičen način ali pa tudi kot en tak fenomen. Ne. Se mi zdi, da je to itak en prehod mojega dela. Jaz sem včasih zelo rad predvsem druge opazoval. To je tudi en del odraščanja. Ne. Najprej vidiš napake sam pri drugih, potem začneš pa počasi še pri sebi. Meni se zdi fajn hobi gledati druge. To je moj najljubši hobi, piti kavo pa gledati druge, kako delajo, ker ti ne delaš tisti moment in to je ta pozitiva v tem odnosu opazovalca in opazovanega. Se mi pa vseeno zdi, če pogledam tvojega brata, recimo, ker ga poznamo, je javna oseba in lahko o njem govorimo in tudi ga spremljamo, njegovo delo, skupaj ste igrali v bendu, igraš odlično kitaro, zdaj si obudil nazaj to svojo strast, ne, s tem, da si se upisal na ure kitare. Zdaj to tajiš ali je to že javna tajna? Zakaj je bila tajna? Jaz sem se pač dejansko upisal čist lepo v prvi razred, razumeš, klasične kitare k profesorju Andreju Pekaroviču in delava, razumeš. Na tedenski bazi? Na tedenski bazi, vsak ponedeljek. Tudi že ustvarjaš svojo glasbo? Na kakšno svojo glasbo, to je drill, ne note, metronom pa Baha. Ni tukaj. Vidiš, že kle je en velik razkorak med tabo in med Matevžem. Pa veš, zakaj bi šel? Jaz bi šel na Baywatch, ker ste igrali, jaz sem pogledal te posnetke Baywatcha. Ja, to je bilo smešno. Hamo, ne, recimo, je bolj, se mi zdi, žareval samega sebe, v smislu bil je brez majice, samo brez rokavnik čez usnjen, res je bil on. Ti si pa tam zadržano od zadaj igral kitaro, sicer kul sem kle v Baywatchu, tudi jaz bi rad babe, ampak iz te zadržane drugega plana, ne. Ko bo Matevž vse proplužil, bom jaz prišel od zadaj in zagrabil najbolj pametno. Ta moment se mi zdi pri tebi, ne? Da vseeno si ta zadržani Miha, ki najprej se zgodi eksplozija, ti nisi eksplozija, Matevž je eksplozija, ti si pa pol taka, počakaš, kaj se zgodi, zanaliziraš in greš pobrati stvari. Ne? Ja, oziroma stvari same pridejo. Ne? To je ta trik. To je ta trik, to me je pa tudi tvoj brat naučil, baje vam je oče to govoril, ne? Ta vic o tem starem biku pa mladem biku, ki na vrhu gore opazujete dol krave v dolini in pravite malo, a se greva foter zapoditi dol med krave, je rekel, počakajte malo, bojo same gor prišle.
Mislim, zdaj glede na to, da širaš neke stvari, ki ti jih je moj brat povedal, jaz bi bil ful previden s tem, ne, malo bi drugič prever vere, dejstva. Mislim, ker je on, ne? Ga imam neskončno rad, ampak da bi bil pa novinarsko dosleden pri navajanju verov, pa podajanju resnice, pa ta lastnost ga pa ne krasi, ampak je umetnik, razumeš? Ja, absolutno. In ravno tega se mi zdi, da ta razlika med recimo umetnikom in intelektualcem, da intelektualc racionalizira stvari, umetnik jih doživlja, podoživlja, ustvarja. In tle se mi zdi, da se mi zdiš ti kar zadržani, se mi zdi, da tudi, kar je moj notranji oziroma notranji pir, knjiga o rekreativnem pijančevanju, da si vseeno kle močno intelektualno podkovan in racionalno sposoben, hkrati si pa tako čuteč že preveč v resnici, da si mogel to na nek način v bistvu gasiti. Ali pa nisi tega prenesel. Govorim tudi malo iz svoje lastne izkušnje, seveda, ker se prepoznavam tudi v delih knjige in me zanima tvoje doživljanje sveta, ta čutni del, ne? Oziroma zakaj je do notranjega pira prišlo, oziroma iskanja njega in mogoče gašenja z alkoholom. Ne? To si zdaj načel eno zelo tako, bom rekel, težko, ampak zelo pomembno temo. Ne? Sigurno, jaz tega odgovora, da bi ga čisto točno vedel, ga nimam, ampak sigurno mi je pa alkohol v neki veliki meri pomagal biti družbeno bolj sprejemljiv, oziroma pomagal mi je biti tist, kar sem jaz mislil, da družba od mene pričakuje. Ne? Sej, mogoče ta neka opažanja v neki zadržanosti, pa to so čist na mestu, ne? Ampak definitivno sem šele z ukinitvijo alkohola iz svojega življenja v celoti ugotovil, da jaz sploh nisem tak ekstrovert, za katerega sem se imel, ne? Kar je spet bizarno glede na službe, ki sem si jih zbiral, ne, razumeš. Skratka, ne, rad bi bil malo opažen, vedno sem počel nekaj, da me kdo posluša, ne? To sem menda že v jaslih, ne? Jaz sem ful hiter govoril, ne? Tam še preden sem dobro shodil, sem menda že ful gobec otresel. In pač je bila to moja obrt, ne, tam sem razvil očitno strategijo, ker so mi tam ena teta Ruža v jaslih me imela ful rada, zato ker sem skozi govoril, ne, in pa sem verjetno mislil, da moram cel življenje skozi govoriti, ne, in je bil ta nek nastopanje takšno ali pa drugačno, bolj ali pa manj zadržano moj game. In seveda, da sem si pa upal to početi, je bil pa alkohol v neki veliki meri spremljevalec, pa da ne bo kdo mislil, jaz nisem nikoli svoje službe opravljal pod vplivom alkohola, ampak alkohol kot nek pomočnik v nekih socialnih okoliščinah, ki bi mi bile sicer totalno zoprne. Zdaj ti hočeš reči, da niti enkrat nisi šel na radio pod vsaj malo, ne govorim zdaj nabit, ampak spil si, ne vem, ta koreto, en kavo, pa šnopček popravljeno. Ne, tega itak mi kontinentalci ne poznamo, te kafe, koreto, to so neke kraške fore, ne, oziroma kraševske. So me naučili, kaj to, poznam, sem probal vse, ampak ne, mislim, ne bom jaz res nikoli nisem maral svojih služb, ali pa recimo svojega ustvarjanja vezati na alkohol. Ok, ja, valjda, ko smo bili mulci, smo z bendom itak igrali na biti, jaz sem bil tudi na odru toliko na biti, meni kabel vam padel, meni se je zdelo, da imam neverjetno dober zvok še vedno, veš, to je bilo, recimo do te stopne smo šli, ne. Ampak recimo, kar se tiče radia, tega pa res nikdar, no, jaz sem, spomnim, enkrat sem bil najbolj na biti, to je bilo, jaz sem z nekega, mislim, da sem z Kranjske gore, z nekega kolesarjenja preletel popoldan, oziroma proti večeru, visoko poletje, še dan je bil na toplovod, se pravi, bila ura 20 pa neki. Jaz parkiram in srečam Buliča in reče, greva midva na en per. In pa se meni že ful modili in jaz tisti per na hitro spijem. In to je bilo to. To, kar sem imela pa midva z Macijem, po čemer je pa tudi naslovljena knjiga Notranji per, to je bilo pa v petkih. Ob 18. sva si pa midva vsak petek ob 18. sva si odprla en per in sva ga pol prav počas spila do 7. in pol sva šla naprej na več perov. Ne. Ampak ni bilo pa tako, dejansko nisem mogel tudi alkohol zelo, če delaš na radiju pa slušalkami, blazno vpliva na reje, šumnike, sičnike, to ni nekaj, kar bi... Se pravi, toliko pameten si bil, da si vedel, da te bojo dobili, če boš pil in hodil delati. Ne, niti mi ni pasal delati, ne. Jaz mislim pa delam najbolj štrezen. Oziroma najbolj delam z mačkom, ne. To je edina stvar, ki pogrešam. Maček je bil meni tak super doping. Zakaj pa? Tako super seksi tečen sem se sam sebi zdel, tako res sem bil, maček mi je vedno, ko bi mi odprl en kanal za tečnobo, tako dodatno.
Aha, tudi je bil nek kerozin za... Da je kaj mi gre danes na kurac, veš, neki rabaš neko temo za kolumno, pa listaš, pa nekaj te mora vznemiriti in se mi zdi, da z mačkom nimaš tega filtra kot sicer, ne. Štekam. Jaz bi šel še malo nazaj, ker odpreš tudi s to zgodbo v knjigi oziroma, dajmo reči, pročelo pijačevanja že v osnovni šoli, s čimer se lahko poistovetim, ne, ker na Krasu, jaz sem pri 18 že nehal piti, ker sem se naveličal. In se kle lahko prepoznam in zdaj jaz bi kle prvo to neko odgovornost družbeno, veš, čemu pripisuješ to, da lahko otrok sploh pride do alkohola, da razmišlja, da mu je to dano, si mogoče bil samo žrtev nekih družbenih sprejemljivih norm ali se ti zdi vseeno, da si bolj individualno odgovoren za svoje početja? Zdaj, ko gledaš z distance z 40 plus leti, ne? Ja, mislim, zdaj mogoče bi bilo sploh smiselno povedati, zakaj sem se odločil to knjigo napisati, ne? Zato, ker sem jaz nehal alkohol piti v nekem trenutku, ne, sem ga itak malo tako z belimi členki, ne. Jaz nehal sem ga pa zato, ker se mi je zdelo, da vedno globlje v ta drek stopam. Pač jaz se v eni točki res nisem več zadnjih 10 let s tem mojim, jaz mu rečem, rekreativnim pijančevanjem, ne, kjer ga periodika je bila tako četrtek, petek, sobota, ne, pa še kakšna nedelja, kdaj. A veš tako, ne, od 3 do... Odvisno od sobote, koliko je bila močna. Ja, tako, od 3 do 5 dni v tednu, ne. A veš, in sem šele pol 2 leti nazaj ugotovil, da teden nima 10 dni, ne. Jaz sem vedno mislil, da ima 10 dni, pa da sem vsaj pol časa trezen. V resnici nisem bil, ne, veliko več kot pol časa sem bodisi upijal ali pa izločil alkohol, nikoli nisem cele dneve pil in podobnih stvari, ampak v enem trenutku sem nehal in ko sem nehal malo z bledimi členki in mi je bilo jasno, najprej ful zabavno, da sem ugotovil, da sploh ne znam stvari početi, ne, da je to neka praksa, ki me spremlja praktično od mladih let, ne. Pa nisem bil jaz nek pijanc, jaz sem bil normalen funkcionalni, sem hodil na bajk, sem delal svoje stvari, zraven vse obveznosti službene. Pa veš, da moram reči, da najrajše delam s funkcionalnimi alkoholiki, to so tako prijetni ljudje za delati. Ja. Ne težijo, naredijo, kar jim rečeš, ker vejo, da če ne boš ti njim težil, če ne bojo Seveda dobro blazno naredili. storilni so, ker je treba seveda z neko optimizacijo tega poslovnega procesa doseči čim več lufta, zato da se gre lahko naperne. Zdaj sem začel bistveno bolj mečkati s stvarmi, ki jih počnem, ker imam več časa. In te to moti ali ti je to v redu? Ne, še nekaj drugega sem hotel reči. Ja, pol, ko sem začel pa z distance opazovati, ne, to ta moj ep alkohola, ki je bil dolg 30 plus let, sem pa ugotovil, da je to ful smešna stvar, ne. In zato sem začel tudi s temi prvimi vtisi, zakaj sem se sploh polotil tega, ne, zakaj se lotimo nečesa, ne. Meni se je zdel alkohol, da je to ena stvar, ki je nujno potrebna v življenju. Pri 13 letih sem bil že totalno poln teh referenc, da je soočenje z alkoholom čim prej, pač soočenje s to neko primarno moškostjo, razumeš, jaz sem gledal vedno fotra, ki je imel tisti per v rokah, valjda bil je ta prav tip z brki, gledal sem vse njegove frende, ki so brke v per namakali. A veš, v sobi sem imel poster Marlboro Mana, ki je imel čik v gobcu in valjda, če je imel brke, sem bil 100%, da, a veš, ko on pokadi, ne more imeti na konju še per, ampak ker razjaha gre na per, ne. Mislim, tega sploh ni bilo potrebno poudarjati, me razumeš. Skratka, in to je bila neka moja iniciacija in ko se je tam pojavila prva sramna dlaka in ko se je pojavil prvi mozolj in ko je bilo popolnoma jasno, da naslednji korak je to soočenje z alkoholom. Pač naučiti se alkohol prenašati. To nam v bistvu ta plakat, ne, in vse te reklame in to ti vse sporočala okolica oziroma ti si tako dojemal, da ti okolica to sporoča? Ja, no, mislim, okolica mi seveda je to sporočala. Ampak jemlješ to kot neko individualno odgovornost ali vseeno se čutiš žrtev družbe, ki ni bila dovolj odgovorna v določenih letih? Mislim, jaz se zdaj zelo nerad peham v vlogo žrtve, ne, ker sem načeloma mnenja, da smo sami odgovorni za stvari. Konec koncev obstaja tudi pametni ljudje, tako kot si sam, ki pri 18 nehajo piti. Jaz sem to vlekel do 48, kar je. Jaz sem nehal zato, ker slabo prenašam. Če bi dobro prenašal, bi nadaljeval, ne. Ja, jaz sem tudi slabo prenašal, ampak sem se pa s to prvo, a veš, vedno sem te probleme zdravil s to prvim aksiomom alkohola, to je, ne, če si v dvomih, da še malo več. In se s pilom zbija, to je ta... Da še enega, ja.
Jaz sem prebiral tvojo knjigo v moji najljubši kavarni in tam sem imel tudi moške tvoje starosti, ne, ki so se totalno najdli v zgodbi, ko sem jim pripovedoval, ker seveda knjige ne bodo prebrali, ampak pač jih je zanimalo, kaj je noter in kot ti to opisuješ. In so rekli, ja seveda, da je nehal, ne, in tri prognoze sem dobil, zakaj si ti nehal pri teh letih. Ja, okay. Prvo je ta, ja valjda, če pa zdaj v teh letih, ker ne more več, ne. In zdaj valjda se dela, da kao, ne, da se je odločil, ne. Da lažje prenese to zadevo, ne. Druga je bila, ja valjda, on je vedno vedel, kdaj more nehati oziroma kdaj je kakšno stvar dobro prodati in zdaj je ta čas, ne, za prodati to zgodbo, tako da si v bistvu kao iz tega marketinškega vzgiba in motivacije nehal, kar se mi zdi blazno. Čeprav tudi blazno zanimivo, če bi res iz tega vidika nehal. Ne. Ta tretja pa je ta, da si res pač uvidel, ne, da ni bilo kul, ampak zakaj šele tako pozno pri teh tvojih intelektualnih sposobnostih in talentu za opazovanje okolice pri sebi tega nisi uspel videti. Ne. Ker tudi v knjigi opisuješ, kako več brez alkohola ne shajaš tisto družbo, s katero si prej dobro shajal, kako si bil motor ekipe in zdaj v bistvu moraš pri teh letih na novo odkrivati hobije, na novo prebujati samega sebe in občutke in ugotoviti, kaj zares imaš rad in to kasneje, ko delaš, teže je. Jaz mislim... A to so ti tudi oni trije povedali? Ne, ta je pa moja. Ta je pa moja. Jaz sem se ustrašil. Ta je pa moja. Ampak sem želel reči, da imajo oni trije, imajo na nek način vsak po svoje prav. Prav, ne, ja. Ker to recimo se mi zdi blazno težko in trpim prav s tabo tudi skozi knjigo, ker jaz že zdaj pri teh letih moram to delati in odkrivati samega sebe in svoje občutke na novo in mi je težko in se mi zdi z leti, da je še teže zato, ker si pač vedno manj prijateljev imaš, ker takšno je pač življenje zaradi vseh vzrokov, eni dejansko jih ni več, enih pač ni več, ker ne shajaš z njimi. Tudi tvoj čas mineva, ker prihajajo mladi, ki ne razumeš ne njihovega načina razmišljanja, podružbljanja, tehnologije, whatever. Okay. In ti je vedno teže, hkrati pa imaš vedno večji izbor, zato ker ta izbor, ki ga imajo oni, ga imaš tudi ti posledično, sam te ne zanima. Ne? In recimo, kar je moj strah, da bom na stara leta osamljen, sam brez hobijev in brez enega žara življenja, ker ti alkohol na nek način to utopi in najdeš tam in se ga pol zaliješ do konca in to je ena opcija, ko iti iz tega sveta, druga pa je bolj moško brez alkohola, ne? Zdaj trpeti ali najdeti nekaj, kako ti shajaš tem oziroma katero od teh prognoz je mogoče odstotkovno najbolj tvoja? Mislim, nobena pa vse, ne. Zdaj, ne vem, kaj ne ti rečem, jaz bom rekel z nekim zapolnjevanjem svoje zavesti s smislom pa z hobiji pa z ljudmi niti nimam, ne, tako, tega je bilo vedno kar precej. Mogoče je vsak prehod je mal zanimiv, ne? Včasih tudi mal težek, ne? Tudi sem rabil nekaj časa, no, da sem se navadil, ampak da bi mi pa manjkalo, ali pa da bi recimo začel goblene delati, zato ker mi manjka nekih vsebin, s katerimi bi se jaz ukvarjal. To ne drži, jaz imam ful enih stvari, me že odprej zanima. Meni se zdi, ker sem jim zdaj pač umaknil ta per, da se samo še bolj dogajajo. A veš, ni pa to zdaj nobena taka osebna revolucija ali pa preobrat, da bi delal ne vem kako dramo ali pa da bi se ponujil kot ne vem kako referenco. A veš, saj obstajajo ljudje, ki lahko čisto zmerno, usporedno vse stvari pelejo, pač meni to je ratval dolga leta, a veš, pol me je začel pa motati, pa utrujati, pa sem pač eno stvar umaknil in se tega fenomena lotil popisati iz čisto zato, ker se mi je zdel res zanimivo. Se pravi je ta, da si pač prišel leta, ko ne zdržiš več toliko in te je to začelo motati? Ja, dejansko. Ne. Je pol ta prognoza najbolj pravilna? Ja, ne samo, da povem Klapi v lokalu, kdo je imel najbolj prav. Ne, točno to je. Točno to. In nikoli ne bom pozabil izjave pokojnega Sašota Hribarja, to je on enkrat rekel, da včasih sem 3 dni pil, pa sem šel za 3 ure spat, pa sem lahko cel dan delal. Ne. Pa je pa rekel, zdaj pa 3 ure pijem, pa sem 3 dni slab. Ne. Tako da, ja, sigurno sem tudi ta čas za umik uskladil s kapaciteto telesa, da presnovi te strupe. Ne. Ja, se pravi, si sam zaradi nekega biokemijskega procesa in razvoja človeškega telesa nehal piti. Skratka, če bi ti lahko bil v dobri formi, ni res. Dolg cajt je bil. Ne. Jaz sem sicer zelo, a veš, meni se zdi, da
tudi to trdovratno vztrajanje pri teh perih, ne, zdaj gremo v četrtek mi na per, pa v petek mi na per, pa v soboto mi na per in to početi 32 let, da to izhaja ne iz neke moje inteligence, ampak z neke izrazite trdobučnosti. Ne. To je res, to moraš biti kar prilično retardiran, da rabiš 3 dekade, da ugotoviš, da te to dolgočasne. Ker meni je tako ratalo dolgočasno v nekem trenutku, v zadnjem desetletju, ne, veš, mi je ratalo dolgočasno, ampak je bila navada že tako močno ukoreninjena v meni in se veš, ko se ti navadaš, se navadaš, ne, ti se lahko navadaš na stvari, ki so v popolni opreki s tistim, kar si ti želiš, s tvojim zdravjem, z vsem, kar je prav, pa jih boš še naprej počel, ker je bilo preprosto sem trpel za čistim pomanjkanjem neke druge ideje, razumeš? Če ti štartaš to zgodbo pri 14, ne? In postaneš pol skozi študentska leta, pa skozi srednješolska leta, najprej vikend bojevnik in to prakso vzdržuješ, pol še v zrela leta, preprosto v eni točki ugotoviš, da nič drugega nisi znal početi, ne? In si vse vezal na to. Ne? In moje socialno življenje, vse moje dejavnosti so bile vedno na koncu kronane s serijo perov, ne? To meni bilo, jaz nisem mogel iti na bajk, da ne bi šel pol na 5 perov, ker je to pač the best. Ampak si mislil, da si delal to zato, ker si bil pod stresom, zato ker si tak, ajde, dajmo reči perfekcionist, čeprav se mi zdi kar zlorabljena beseda, pa tudi v perfekcionizem iskreno ne verjamem kot neko neutralno obstoječo stanje, ampak sam kot nek človeški ideal, ki ga ima vsak v glavi in od njega odvisno, ali ga bo dosegel ali ne, ali verjame, da ga lahko doseže ali ne. Ampak da si bil pod takim stresom, ker si tak natančen človek, da si pol to rabo kot nek sproščanje tega stresa oziroma nek odmik od tega, kar ti je Ne vem, ki si ti videl natančnega človeka, ampak jaz sem res najbolj šlampast človek na svetu. Ne. Pustimo za ročne spretnosti. Kar se tiče pri izražanju, si kar koncizen, pa tudi z leti zmeri bolj luciden in kle se mi zdi, da ta neka odgovornost družbena in kako ti govoriš in kaj govoriš, ti je zelo pomembno. Ne? Ma ja, jaz ne vem, ampak vem, kaj meniš, ne? Da imam to neko možgansko kemijo tako, ki je pač nagnjena ene vrste odvisnosti. Ja, to sigurno imam. Ne? Zdaj, zakaj je to, zdaj se nekaj strokovno, se nisem poglabljal, imam par tez, s katerimi sem se skušal odgovoriti, ne? Zakaj recimo imam jaz večji problem po drugem peru iti domov kot polovica mojih frendov, ne? Ampak ja, imam sigurno to možgane odvisnika imam, ne. Hitro zasvojljiva oseba. Hitro zasvojljiva oseba. Praktično mislim, da so šle samo igre na srečo. Če ki igre na srečo, pa kaj te še lahko zasvoji? Veliko stvari, ženske, droge v drugačnih oblikah. To sem vse probal, ne. Droge, mislim, da sem do pred 15 let sem poskusil vse, ki so bile takrat na spisku prepovedanih drog vseh dežel po svetu. In nič te ni primilo. Rad sem preizkušal. In nič te ni zagrablo. Ja ne, vse stvari so me do neke mere zagrable, ampak si znal nehati. Vidiš, tam si pa imel miro. Nisem znal nehati. Se mi zdi, da je bil spet alkohol ta neka, veš, kompenzacija, ki mi je tudi omogočala, da mi ni bilo treba zapadati v ene druge stvari. Skratka, da sem imel neke svoje rituale, nekega osebnega pobega, parkrat na teden zagotovljene, ki so družbeno sprejemljivi, ki te noben čuden ne gleda, veš, si ne rabiš veliko, greš s frendi v četrtek, pa spiješ tiste 3, ajde 4 pere, pa si dober. To mi je vse jasno, veš ta izvor, a si bil sam žrtev te neke propagande, ker če bi se rodil recimo 20 let kasneje, pa bi imel, ne vem, Marlija na steni, pa bi pol ful kadil trave, ne? Pa če je bilo recimo to družbeno sprejemljivo bolj oziroma legalizirano že takrat ali pa na splošno, da bi bili lokali, kjer bi lahko zvijal jointe, a bi padel v to zadevo, veš, koliko ti je ta pomembna družbena legitimnost, ajde, itak, karkoli je lahko legitimno, ampak prvo legalnost, veš, odkje je ta izvira, zato ker se mi zdi, da smo zelo, v resnici tudi protestantski v Sloveniji, ne, zaradi tega nekega avstro-nemškega, bi rekel, vpliva, ki zelo teži k temu, da zavira neke notranje občutke, trpi, delej in bo. Ne. In moli. Ja. In tle se mi zdi, da prepoznavam ta nek avstro-nemški vzgib tudi pri tebi, hkrati si tudi bil v nekem Šentvidu, Guncne, tam, ko so recimo gasilci pa pirček doma, ker recimo, če bi bil na Krasu, verjamem, da ne bi pil pira, ampak bi ga zalival z raznoraznimi vini.
ali pa šnopci, ne, če bi bil iz Brkinov, koliko misliš, da je to okolje to generiralo in to, da si hitro zasvojljiva, če bi bila družbena konstrukcija drugačna, če bi zapadel v druge stvari? No? Mislim, hitro zasvojljiva. Veš, sej, jaz mislim, da je pri nas tazga nenagovorjenega alkoholizma v resnici ogromen. Ne? A veš, zapravo alkoholizma, ki mu ne rečemo alkoholizem. Ne? Sej tudi jaz nisem zdaj prišel sem govoriti temu alkoholizem. Jaz sem samo pač od strokovnjaka pol zvedel, da je bil to alkoholizem. Jaz do konca nisem verjel v to, da sem bil alkoholik. Ne? Pa sem šel pa do doktorja Perkota en dan, zato ker je on prebral knjigo in mu je bila fajn, sva nekaj tudi sodelovala in upam, da bova še, ker je odličen možakar in strokovnjak. In sem se peljal tja v Kamnik, v tisto njegovo ordinacijo na sestank, ne? Ni bila to neka terapevtska oblika, to je bilo ono, da se pogovoriti, kaj bova počela. In sem skozi upal, ne? Se koval, da mi ne bo tipiko, to ga bom vprašal, ne, sem jaz alkoholik, ne, vi ste prebral, doktor, zdaj moja knjiga, se koval, da bo rekel, ne, sej ni bilo tako hudo. Ja, no, veš, da je rekel, seveda si alkoholik, ne. Rekel se sem jaz tudi, ne. In to je ta, pač to je ta neka doživljenjska samo stigma, ki se te more držati, ne, če hočeš biti iskren sam s sabo, ampak kje sva zdaj že ostala, zakaj ti to razlagam? Zato, ker govoriva o tem, da si mogoče Miha Šalehar, ne, kot mali otrok Guncelj, samo žrtev neke družbene razporeditve zasvoljivosti, ker tolerira bolj alkohol, kot ne vem, če bi bili lokali s Horsom, bi mogoče Miha bil na Horsu, ne? Ker bi Ja, bolj... jaz sem prepričan, da to drži, ne? Jaz sem prepričan, da ta odnos do sredstev za spreminjanje zavesti je totalno neproporcionalen tukaj, recimo v našem okolju, ne? To se moramo zavedati, ne? Sej, a veš, čist nobena resna literatura ne trdi, da je alkohol kaj je manj škodljiv od recimo heroina ali pa kokaina ali pa da ne govorimo celo o resnih halucinogenih, kot so psilocibin ali pa LSD, ki so za telo bistveno manj obremenjujoči oziroma ga telo sploh ne prepoznava kot tujek in sploh nima neke toksične lastnosti. To sem šel pol malo študirati pa teh člankov brati in je ful zanimiv, kako mi neke stvari blagoslavljamo kot družba, ne, tudi strani oblastnikov, govorim posvetnih in svetih oblasti, ne, kar je bilo vino vedno, ne, in alkohol nasploh, ne, ene stvari so pa prepovedane. Ne. Se pogled, mislim, ta družbeni kontekst alkohola je, da je praktično hrana. Ne. Sej ti, a veš, Romana Grčman v oddaji predstavlja te slovenske vinarje, oni tam v tistih svojih rustikalnih kraških kleteh s to žuljevo roko tam razlagajo, kako mi to zdaj v polni luni pretakamo in so naravno in bla bla bla. Ne. Zdaj, a si predstavljaš, da bi Marjana v nekem trenutku rekla, no pa pojdimo v Bizovik k našemu balkanskemu pojevniku pogledati, kaj pa on pripravlja v kleti. A veš, ne, pa, a bi bilo... Ne, zakaj tega ne naredimo? Ne, veš, tukaj smo totalno hipokritski. Ne? Jaz sem velik liberalc in bi v bistvu legaliziral vse. Ampak do vsega moramo imeti korekten pa iskren odnos. Ne? To je čist navadno pušerstvo. Tukaj vidim pa totalno teorijo zarote. To, da pa oblasti pravzaprav že stoletja, ne glede na družbeni red, ki si ga zmislimo, ne, od, bom rekel, starih imperijev do feudalnih družb, do vseh oblik vladavin, ki smo jih imeli pod nacionalnimi državami, da vse oblasti se v marsičem razlikujejo v tem, da blagoslavljajo alkohol kot sredstvo za to, da mase vzdržujejo v neki sreči. To je pa sigurno za premisliti, ne. Pa me je zanimalo, če je bila že kakšna študija, pa ni bilo nobene konkretne študije, ki bi to povezvala, ne. Ampak se ne rabimo iti ne vem kaj študirati, ne. Ti poglej en trop enih navijačev. A veš, to so eni ljudje tam hčerki Šparovček razbije, da gre lahko v Nemčijo verjeti v Slovenijo po našo reprezentanco, ki nima nobenih šans, še 100 ostalimi tipi. Sam to je moralno. Veš, zdaj pa kako lahko ti v toki idiotski ideji konsolidiraš en trop ljudi, samo z alkoholom, ne, če jim boš dal travo pa rekel, da jim razbiti tamle avtobus, zato ker je Romun not, si bojo rekel, da jim dela se zdaj bavaš. A veš, pa zdaj... Ne, dopade se mi to, tudi se mi zdi, da pol, če gremo skozi Marksa in vero, ne, da je vera opij za ljudstvo, da je pol alkohol lahko opij za ljudstvo. Ne, in da to vse... Ne, alkohol ni opij za ljudstvo, ampak alkohol je definitivno ima eno magično moč. In magična moč alkohola je, da
pravzaprav lahko eno suženjsko eksistenco preživiš od zibelke do groba, ne da bi karkoli ne vem kva rabo spremeniti. Ne. Ker imaš ta svoj občasen pobeg, ki ti ga omogoča, veš, zelo je tak reptilski, se veš, ki si ti pijan bi, kaj pa bi, ti bi kaj pojedel, mal bi fuku, pol z leti se tudi to neha, ker veš, to vpliva na, mislim, da veš še ti. Ampak ko mi čakam, da pridem do tega. Veš, kalorije, reprodukcija, vojna, to so te 3 ideje alkohola, ne. Tepu, fuku, papu. Jaz ne vem, če je to prav ideja alkohola, sploh najmanj se mi zdi fuku, ker se mi zdi to zelo nujno, da človeštvo preživi, ne, da imamo reprodukcijo, in se mi zdi zelo naravna, tudi brez alkohola. Mislim, jaz bi bil najbrž nedolžen, če ne bi bilo alkohola. Ne. A misliš, da še danes bi bil nedolžen, če ne bi bilo alkohola? Mislim, veš, vprašanje, jaz sem hkrati alkoholu tudi hvaležen, mogoče mi pa pomagal odrast, pač je ful let trajal, ampak mu je ratal, ne, tako da bi se mu zahvalil. A veš, dejansko ne vem, jaz sem bil zelo sramežljiv. Se lahko poistovetim s tabo, no, vidiš, absolutno. A si pil? Sem pil. Zato, da si seksal prvič. Exactly. Sem in mi je še danes žal, ne. Tudi meni. Ampak sem pa hvaležen, ne. Predvsem tej punci sva še vedno prijatelja, ampak oba dva se delava, da se to ni zgodilo in se mi zdi to boljše za oba. Ampak prva ideja, ne. Meni se zdi, da se recimo, zadnjič sem bil na enih počitnicah in sem Angleže opazoval, ne. Tako pa ti ljudje se lahko razmnožujejo samo zaradi alkohola. Mislim, ta ideja mi je prišla in zato, ker si prej omenil reprodukcijo in alkohol, da verjetno je tudi tukaj. Se pravi, kako uničiti angleški imperij, vzemo jim alkohol. Tudi, če pogledamo Slovence, ne, tudi če pogledamo mi Slovence, a bi mi kot nacija brez alkohola, pa recimo še incesta, lahko sploh obstali. Najbrž bi bili 3-krat manjši. A veš, ker alkohol je neka zgodovinska konstanta. Alkohol je bil in bo. Jaz bi tukaj šel še nazaj, zakaj se mi zdi alkohol samo pomagalo in ne pročelo tega, ne? Ker pročelo se mi zdi vzgib ta, zakaj sem tudi jaz šel na oder in ko govorim z drugimi ljudmi, ki grejo na oder, je ideja hočem med bejbe, to je definitivno, ne? Ampak za iti na oder je pa težko iti na oder, tukaj ti pa alkohol pomaga iti na oder, tako da ne bi rekel, da zdaj ti se spiješ, rad bi imel bejbe, grem na oder, ne, jaz bi rad imel bejbe, da grem na oder, spijem, ne? Da je v bistvu pomagalo, ne pa ta snov začetna, ki ona zbudi to idejo. Mislim, ja. Tako da ti najbrž ne bi bil nedolžen, samo drugače bi do tega prišel. A se ti zdi? Ja, ker si dovolj pameten in šarmanten. Glej, če ne drugega, bi se pa en moški najdel, ki bi ti dal. Tako da definitivno na suhem ne bi ostal. Nisem neke latentnosti pregovoril. Ja, rad se vračam k temu, zato ker se mi zdi, da tudi alkohol nekako ubija neke občutke in občutenja in želje. Ker recimo, da imaš, ne vem po katerem nemškem filozofu, mogoče bo kakšen s publike vedel, imaš ta jaz in nadjaz zelo težko sprejme svoj jaz, zato moraš jaz približati nadjazu in ne obratno, ne, težko boš svoje ideale zbil na to, kar si, ampak boš lažje sebe približal k temu, kar je tvoj ideal in mogoče, če imaš neke občutke, ki jih ne želiš zaradi racionalnosti imeti, si kle v hudem konfliktu s samim sabo, ne. Ja. Če je mogoče to bilo, ki je gonilo na tvoji poti rekreativnega pijačevanja, ali tle vidiš zgolj nedolžno zabavo, nek odmik, nek družbeno konstelacijo, ki to pač nekako tudi tolerira in spodbuja in je tebi to bilo dovolj zabavno, da si to počel. Vem, hudo, gre ena psihoterapija. Če bom uspešen, ti bom zaračunal, tako da boš povedal. Ne, absolutno ima sov tole, kar si zdajle omenil, ne. Ampak kako si že začel? Da mogoče malo bolj poljudno pa lahko tam nadaljujeva. Hočeš ta alkohol, da hočeš najprej med bejbo, pol spiješ, da lažje greš na oder, ali da ti alkohol rodi to idejo, da bi rad bil z bejbo? Ne, jaz mislim, da alkohol ne rojeva te ideje. No, okay. Jaz mislim, da ta ideja se pravi, tudi ta navijač, če greva nazaj, ko hoče razbiti Romuna v avtobusu, ga ni rodila ideja alkohola, ampak da mu je samo pomagala, da se spomni, da je treba Romuna razbiti v avtobusu. Mislim, zdaj, ne vem, kako bi zdaj to dovolj poetično povedal, ne? Zdaj bom to na hitro se malo zmislil, ampak tako bi rekel, da življenje je v resnici ena taka zelo surova energija, ne? In zdaj ti to surovo energijo lahko v svet posreduješ na tak ali pa drugačen način, ne? Lahko to energijo malo obtešeš, lahko o njej malo razmišljaš, lahko se odločiš,
kako jo boš naprej poslal, ne? Kako jo boš skomuniciral naprej, kam jo boš usmeril. Zdaj, če gledamo na čist eni reptilski ravni, ne? Je pa življenje pač tako to, kar smo prej rekli, ne? Fuku, papu, teku. Mali možgani, ne? Tako, to je ta reptilski refleks naš, ne? Fight or flight. Ne? In se mi zdi, da alkohol nagovarja predvsem tega, ne? In da je tudi alkohol, da ga imamo zato toliko radi, ker nam tudi onemogoča ali pa na nek način preprečuje ali pa nas na nek način blagoslavlja s tem, da ostajamo znotraj tega, bom rekel, zelo enostavnega mehurčka življenja, kjer je v resnici pomemben. Ne? A veš, zakaj, mislim, tako bom rekel, da ta družbena paradigma, v kateri živimo, je ful na nek način dobro sinhronizirana z alkoholom. Ne? Zato, ker mi pravzaprav živimo v neki dopaminski družbi, ki, to je pa zdaj moja pseudoteorija, da me ne bo kdo resno vzel. To je res teza. Laično oba dva govoriva. Tako, to je zdaj čisto nakladanje, lahko tudi greste že vam. Ampak to se meni zdi, ne, da ta naša, da je kapitalizem v svoji osnovi pravzaprav računa z našo požrešnostjo, ki je pravzaprav naša evolucijska kategorija. Mi živimo v neki dopaminski družbi, v kateri te marketing nagovarja, da boš dobil ti to svojo nagrado v obliki dopamina, če boš ti stopil v nek ekonomski odnos z neko entiteto, zdaj boš nekaj pojedel, boš nekaj kupil, boš nekaj in bistvo tega je pa čisto tak primaren človeški nagon, da boš dobil neko dopaminsko nagrado za neko svojo aktivnost. Ne? In to je zelo ena taka primitivna oblika bivanja, ki gre pa zelo dobro skupaj z alkoholom, če pogledaš. Ne? Sej, recimo, a veš, vse tudi če gledamo te vsebine, ne, ki nas nagovarjajo prek množičnih medijev v tem trenutku, meni so se zmer, ker sem bil malo pijan, zdajle ful bolj smiselne. Ampak te je to naredilo bolj sprejemljivega ali samo bolj bebavga, da si najdel ta smisel? Veš, na kateri strani si bil? Kaj se ti zdi, da ti je alkohol naredil? A ti je to bilo cool ali te je to motilo? V tistem momentu ne, a te zdaj to moti, ko pogledaš za nazaj. Kako? Ker recimo jaz, jaz sem veliko pohal v enem obdobju, ko sem se še iskal, ne? Saj se še vedno, ampak trezen. In mi je šlo na živce to, da ko sem bil zapohan, da sem bil v bistvu bolj odklopljen in sem gotovo, ne, jaz hočem biti bolj priklopljen, jaz hočem bolj čutiti v smislu, biti bolj prisoten, jaz se nočem odklopiti in me je to motilo. In tam sem pogruntil, da ni moj problem, da biti se ne znam prisoten kje? v svojem življenju, s svojimi težavami, s svojimi mislimi, da ugotoviš, da jaz nočeš bežati stran in se odklapljati, ne, jaz hočem biti še bolj upleten in tukaj. Ne. Aha, in kaj, želiš reči, da kot alkohol kot antiteza marihuane te pa priklaplja v življenju? Ne, tudi on te odklaplja, nažalost. Ja. Druge, recimo gobe te priklaplja, ampak odvisno, kaj želiš. Ne. In da ta alkohol, ki te je sklapljal, da ti je dal bolj kao jasno sliko, ne, misliš, da si najdel to sliko samo zato, ker si hotel sebe upravičiti v tisti situaciji, ali je dejansko ti odprlo neko pot in si videl višji smisel. No? Veš, koliko je alkohol zvil resnico oziroma koliko je tebe približal resnici? No? Na kateri strani tega si bil, če sem dovolj jasno? Misliš sam učinek alkohola? Ja, na tvoje možgane konkretno. Pišuka. A je tako misliš? Ker jaz ful ukrivljam resnico, zato da prilagajam sebi. Jaz totalno ne živim logično s tem svetom. A misliš, da bi nek kreativni navdih črpal z alkohola, tako kot Prešeren pa Cankar? Ja, da ti je odprlo nove kanale, ne da je zvilo resnico temu, kar si ti hotel, da je res, ne? Ampak da je tebe približalo k temu, kar je res. Oziroma ti je odprlo nekaj novega, da si boljše razumel. Malo zapleteno, ne vem, če me razumeš, ko me gledaš, da me razumeš, da ne znam boljše povedati. Ja, razumem, ampak hočem reči, da alkohola nikdar nisem konzumiral v ta namen. Ne. Aha. A veš, eni to počnejo, ne, eni to počnejo dosti dobro, jaz tudi verjamem, da ima alkohol mogoče zna odpreti zelo čisto kakšne zanimive kanale, ne, poglej, kaj je glih prej omenjenima Prešernu pa Cankarju pa še marsikom ratal ob izdatni pomoči alkohola doseči. To so res ene resne poglobitve v človekovo bit, ne. To ni šala, ne. Ampak jaz sem bolj bežal stran od tega z alkoholom. Okay. No, prej si govoril o spreminjanju zavesti in to se mi dopade, ker tudi, recimo, če se spet vrne te navijače, ki v vlogi nekih idealov pol z alkoholom to še poženejo, grejo na
stadion, kjer našim nogometašem spreminjajo tudi zavest z navijanjem, ne, ker jim dvigujejo neko borbenost in ne vem kaj in dosežemo neke cilje, ker jih drugače ne bi mogoče prikriti od zadaj prav alkohol to gonilo uspehov naših fuzbalerjev. Nisi pa nikoli... Ja, absolutno. Meni se zdi, da alkohol lahko, zdaj si dal to neko odlično metaforo, da je sigurno alkohol eno pomembno gonilo naših skupnih naporov pri, bom rekel, vzdrževanju stvari takih, kot so in pri vzdrževanju kurza plovbe takega, kot je. Jaz sem prepričan, da je alkohol zelo primerno sredstvo in da to ni pogruntala sem ta oblast, da to oblasti že od pameti veka. Sem veš kaj, te dogme pridejo ful kasneje v smislu tega, kar zdaj ti govoriš, ker vedno so bile neke iz nekih uporabnih vzgibov, recimo tudi to, da živimo neko življenje, da se poročimo, da smo v dveh, mislim, da je bilo, ne vem, v 16. stoletju ogromno neke spolne bolezni, so rekli, ok, enega partnerja si izberte, pa sam z njim, zato da to izkoreninimo. Hvala. Sem si pomagal sam sebi, hvala Miha. In je pol to ratelo kot neka dogma, ker je fajn imeti ljudi pod kontrolo. Niso z alkoholom, ker je bila voda umazana, ker je bila kuga, so rekli, ok, pijemo alkohol, ker je bolj čist in bomo z njim preživeli. In pol to ostane še tako še stoletja kot neka posledica neke uporabnosti in rata potem dogma. Ne? Zdaj sva midva čist, ne, po moje, zabluzila s to zgodovino. Ne? Mislim, itak so oba dva laična, jaz ne govorim, da je to res. Ne, jaz bi pa rekel, da to v neki meri, kar govoriš, celo drži, ampak zdaj, če bi rekel, če bi potem, mislim, kaj pa jaz vem, zdaj lahko še naprej razvijati, ne? Mi smo biološko bili dizajnirani skozi dolge desetine, da ne rečem stotine tisočev let, a ne? In kmetijska revolucija, ki je pa svet pahnila oziroma nagnila v to smer, ker smo danes, ne, se vemo, po kmetijski revoluciji se je človek ustalil in začel kmetovati, je ustvaril presežke, presežki so ustvarili trge, trgi so ustvarili mesta, mesta so ustvarila institucije in to je vodil do današnjih časov, do nacionalnih držav, kapitalizma in tega, kar smo tukaj. Ne, tako da zdaj težko reči, kaj je prav, pa kakšna je mogoče celo vloga alkohola v tem, mislim, to premalo veva, me pa to ful zanima in si bral mogoče to How We Danced, Stumbled, pa še neki skozi zgodovino od enega irskega. Vem, katero knjigo misliš, nisem je prebral. No, on ima to tezo, da je bil alkohol nujno pomagalo razvoja, ne. Jaz se strinjam, ker tudi, če se ne bi pol v družbi toliko sidro in bil toliko spremljiv, ker glih to, medtem, ko smo se pogovarjali, sem razmišljal, da mogoče pa je alkohol klesdo, ker je bilo najboljše od vsega, kar je možnega, ne? Veš, od vseh drugih zadev, s katerimi se zadevamo in si človek skuša spreminjati zavest, ne? Kot sam praviš in se mi zdi zelo simpatično, da je ta bila najbolj priročna, pa najbolj učinkovita na nek način, hkrati seveda ob prekomerni uporabi ni več toliko uporabna, ni več toliko zabavna. Mi je pa zanimivo zdaj, ko ne piješ, ne, in si se tako odločil, še vedno pa hlepiš po tem, da si spreminjaš zavest, se mi zdi, in da iščeš nove vzgibe. In če si že kaj novega odkril, ki ti do te mere te zabava ali pa te drive ali pa te spreminja, da ti je zabavno, da ponavljaš, ali ni to tvoj nek light motiv? Ne, ni. To moj nek light motiv, absolutno ne. No, zdi se mi, da sem s temi sredstvi za rekreativno spreminjanje stanja zavesti opravil. No. Se pravi, niti meditacija, niti nobene druge stvari? Ma ne, te stvari me absolutno do neke mere zanimajo. Ne. Te stvari me do neke mere zanimajo. Zanimajo me tudi neka spremenjena stanja zavesti, se poučujem, spoznavam s kakšnimi takimi tehnikami, vem pa veliko premalo o tem, da bi lahko karkoli o tem govoril. Ne. Niti ne bi namignil, kaj bolj konkretno? Pa ne, niti ne bi namignil. Veš, zakaj tudi ne bi namignil? Zato, ker dejansko v družbi za razliko od alkohola, ne, danes smo tukaj, ker govorimo o neki knjigi, ki govori o alkoholu, ki je zelo silovito močno, predvsem pa družbeno popolnoma sprejeto sredstvo za spreminjanje zavesti,
mnoge pehal, totalno mizerijo kot posameznike, njihove družine, pa tudi širša skupnost, pa je to čisto ok, smo pa še vedno toliko pripravljeni stigmatizirati vse ostale oblike eksperimentiranja s spremenjenimi stanji zavesti, da se mi zdi v tem, tudi če bi to počel, bi to zadržal zase in tega ne svetoval nikomor. Zato, ker so tukaj neke meje med rabo pa zlorabo zelo tanke, zelo diskutabilne, zelo individualne. A veš, pa predvsem tudi ne bi rad izpadel lunatik, ki zdaj, a veš, nekaj čudenega žre pa gleda v luno. Vidiš, spet se obrnjaš s tem, kaj si bo ljudje mislili o tebi, ne? Ne. Pa tudi, če bi neki žrl pa gledal v luno, če ti je fajn, ti je pač fajn, a ni? Ja, samo nisem jaz ta človek, ki bi govoril o tem, a veš, kaj ti hočem povedati, ne? Ja. Ne zdi se mi ta prav čas, ne? Zdi se mi, da zato, kar menim, da še želim povedati, pa te stvari, ki jih še želim komentirati, zahtevajo, da imam to pogledno čist dosje. Te štekam popolnoma. Tudi glede knjige Notranji pir govori o rekreativnem pijančevanju. Vsi imamo neko izkušnjo z alkoholom, eni imajo res grde, eni imajo to zgolj kot zabavo. Res je alkohol zelo prisoten v naši družbi in imamo različne, bom rekel, doživljanja skozi to substanco, ne? Od pretepov do prvih ljubljenj samo zaradi njega. In se mi zdi, da bo primerno čtivo prav za vsakega. Me zanima, kaj pa je tebi dala knjiga potem, ko si jo napisal, evo, preden si jo napisal, ko si jo napisal, kaj se je zgodilo po njej, no? Ja, en cel kup problemov, ne. Ne, to je bilo pa ful zanimivo. Malo sem bil lahko miselen, ne, ko sem to knjigo izdal, res nisem vedel, mislim, v bistvu sem jo že oddal, jaz sem tekste oddal in pa sem bil polet, ne vem kje že, na dopustu in sem jaz v enem trenutku tako ležal in gledal v nebo in sem dojel, ja, sem ko Miha, ne, pa ti boš zdaj slovenski maneken za abstinenco rato, ne. Veš, in pač nisem vedel, da to pride v paketu in je prišlo, ne, in zdaj moram pač to pozo odgovorno nositi, ne vem še kako. Tako malo se mi zdi trapast, ful je bilo zanimiv proces je bil, ki ta knjiga je šla, ne, zelo je završal, zelo veliko je bilo ene slabe vole, zelo veliko ljudi se je počutil, da sem jih izdal, a veš. Pol so začeli tej knjigi govoriti kar nek priročnik, kar res piše gor, ampak to je treba vedeti, da če jaz nekaj napišem, še ne pomeni, da je to res, ne, tukaj ni, ne vem, če kdo najde en sam na svet, mu obljubim, da dobi vse moje knjige, ki jih bom v življenju napisal brezplačno, ne. Evo vam motivacijo. Na svetov ne delim. Pa še en fenomen sem opazil, da je ful ljudi ta moja zgodba nagovorila na en čuden način. Skratka, začeli so mojo zgodbo gledati kot na bolj ekscesno, kot je bila v resnici, a veš. To je bilo ful smešno, še taki bližnji frendi so hodili do mene pa so rekli, pa stari jebenti, jaz res nisem vedel, da si ti. Pa jaz je, kva da sem jaz, nisem vedel, da si tok pil ali kaj. Pa zdaj nisem tok sem kot ti ali pa še malo manj. Ja, pa kako da je vedel. A veš, ne, ker postrežem tudi z enimi čistočnimi vatli, se noter dosti iskreno tudi povem pa razložim, mislim, do steklenice natančno, koliko sem spil, ne. Ja. Še eno sem dodal, če bi vse perovske flaše, ki sem jih spil, zložil v vrsto, ne, tako po konc, bi bilo točno za enega kreslina, ne, iz Goričkega v Piran bi prišel, pa še tam po krožišču par krogov, ne. Zavidljiva statistika. Ja, ampak spet ni bilo tako ekscesno, ne, tukaj govorimo, mislim, ko sem jaz to štel, ne vem, 3-krat na teden po 4 pere ali nekaj tazga, nisem pretiraval, zato ker so bila odstopanja, ne se veš, kakšen dan je bilo. Dovoljno. Smo prišli tudi na več, ne, ampak kdaj je bilo pa tudi manj, ne. Ne, če bi imeli mi olimpijsko ekipo za pitje pira, bi ti bil noter, po mojem, zato, selektor. Selektor bi zdaj lahko bil, ne, ker si pač ne, iz druge distance in bi znal to bolj mogoče taktično zastaviti ekipo, ampak to, da si še zmeraj stal in bil funkcionalen, to se meni zdi zelo tako dobra drža. Ti delujem tako. Ti si meni zdaj prav kar isto foro spustil kot ta friend. Jaz ti ravno kar razlagam, da sem jaz
čist normalno. Miha, vse v redu. Jaz sem v četrtek recimo naredil pač cel službeni program, šel po otroke v šolo, razvozil po treningih, večerjo pripravil, potem sem šel pa na par perov in v petek zjutraj sem vstal in sem ponovil vse to in potem sem šel še na bajk in na par perov in v soboto sem vstal in sem šel na bajk in po je bil piknik, a razumeš? Razumem. Ne? In občudujem take ljudi. Ne, in pol v nedeljo, a veš, sem šel pa na bajk in mogoče tudi ne na per, ampak včasih pa tudi na kakšen per. In to je bil ta tempo, ne. Meni se zdi bolj narobe, da ne Zdaj bi ti pa meni občudujem, da si sploh Ne, preživel. pa meni se zdi, ne da si preživel, ampak da si veš, da si bil, ker lahko ne bi pil, pa ne bi zjutraj vstal, pa naredil vsega, pa pelil, lahko bi bil ta model. Sem lahko bi tudi kremšnite jedel, pa zjutraj ne ostal, pa mislim... Zdaj, še slabše bi lahko bilo, absolutno se zavedam, ne? Tako da tvoja pot se mi zdi čisto v redu. Ne? Je pa zavidljiva statistika, ki si jo navedel, se pravi, to se je zgodilo, neki prijatelji si definitivno zgubil, zato ker so ti obrnili hrbet novemu Mihatu. Ne, niso mi obrnili hrbet, ne. Mislim, jaz imam te prijatelje še vedno rad, ampak dejstvo je, da smo Samo oni tebe nimajo. Ja, ne, to je, ne, da me nimajo, ampak mislim, dejstvo je, da tako močna navada skozi tvoje življenje tudi nekako kroji neke tvoje socialne okoliščine, ne, alkoholiščine. Ne, in jaz sem, beseda Rudija ja, Bučarja. jaz dejansko ljudi, ki ne bi pil piva, nisem poznal, ne. Oziroma sem se jih v širokem loku izogibal, ne. To so mi Ker so bili dolgočasni. Ne? pač zdeli so se mi to in popolnoma brezvezniki brez življenja. Zdaj se pa z njimi družiš. Ne? Ja, mislim, ampak a ni to ironično v resnici? Ne? To je prav tak cinizem usode. Ne? Poglej, kako se za rečenega kruha človek naje. No. A misliš, da si toliko dober v tem? Ne, veš kaj je bila fora? Jaz sem poskušal še prihajati k tem istim omizjem, četrtkovim recimo, ne? In sem ugotovil, da je bilo tečno, ne? Zato ker sem zato ker sem itak sem bil zgrožen, pol, ker sem rekel, pa se, a veš, mi smo bili isti, ne, tako zgodbe se začnejo, upravlja se unga, ki ga ni zraven, ne, takrat kot četrtek, ne, otroci imajo vročino, pa ni mogel, ko ni mogel, da imajo otroci, nima žena, ne, pol, po tretjem peru se jakost pogovora ful dvigne, po četrtem se začnejo zgodbe ponavljati, po petem pa vidiš, kdo se najslabše počuti od ekipe, ne, ker on bi rad izzval neki konflikt. In pol se to razide. Problem je bil pol, ker sem jaz začel hoditi v to družbo trezen, da pa itak jaz naročim pač 0-0, pa koktem, pol, in sem bil pač rdeča nit debate in tako. Drugič, tretjič mi je bilo še zabavno, a veš, pa tako vse je bilo novo, pa sveže, pa sem pol nehal za pol leta, pa sem pol čez pol leta spet prišel, ker mene, pač čez pol po enem letu so me nehali zabavati to dejstvo, da naročam brezalkoholen per, je bilo to samo še navada, njih je pa to vedno znova na hrbet in gremo jovo na novo, ti to resno, pa čaka zdaj, kaj pa tako, kaj pa, kaj greš na morje. Pa. Čestitke, Miha, da si zmogel vse to. Jaz bi zdal mikrofon občinstvu, če bi kdo vprašal, jaz mislim, da časa imamo za kakšne 3 vprašanja. Evo. Mislim, jaz imam ful časa, tako da... 3 do 5. Ti verjetno na uro računaš, ali kako? Sploh ne, jaz sem z veseljem. Med drugim, ne, sem tudi, ko so se dobila prvič na pijači, prav pri Žibertu, kjer blizu stanuješ in kjer so bila ta srečanja, sem ti prav z referenco iz knjige. Tako je vzel na takarce številko, to sem jim povedal. Ne, sploh ne, absolutno ne. Ampak to, da sem ti napisal SMS-u Žibert 20, tako kot ponovadi si ti napisal jaz. Sploh nisi štekel, da te zafrkavam s to referenco iz knjige, ampak si očitno to že preživel. No? Tako da imaš to sposobnost prežvečenje samega sebe in starih navad tako hitro in tako dobro, se mi zdi zelo zdravo. No? Si kar sposobna mašina, tako v pitju, kot tudi presnavljanju vsega, kar gre skozi tebe. Ja. Hvala telo. In hvala, Miha, tebi, da si naš mesija v tej megli alkohola. Bi kdo spregovoril, bi kdo vprašal karkoli, bi kdo delil, kakšno zdaj imate sposobnost oziroma možnost povedati, kje o sebi in svojih alkoholnih izkušnjah ali pa neizkušnjah. Recimo, najljubša kombinacija prav pirček, ker meni recimo je bil šnopc pa pir, ne, to kombinacija mi je bila vrhunska. Mislim, jaz sem od šnopcev, moram priznati, no. A ja, meni, kaj je bilo najljubše? Ja. Si prav ta klasičar, lager, pirček pa piči Miki. Ja, absolutno lager, te ipe mi nikoli niso ležale, ne. Magnifico je enkrat rekel, naloga pira je, da teče, ne da ima okus. Ta modrost
mi je bila tako všeč. Rad sem imel ta preprost lager, 4 do 5 volumskih odstotkov alkohola noter. Če smo začeli pa s temi šnopci sekati, je bilo pa vedno, je bilo pa... Se ni spomnil, ne? Ja. Spomin me je tudi redno zapuščal, ne. Ja. Ok, bi kdo, evo, kle, gospod, izvolite, dajte povedati ime pa. Ja, zdravo, Peter. Jaz sem pripadnik eden tistih, ki smo pa nehali piti pred časom s pomočjo strokovne pomoči. Bravo, bravo. Ja. Pa me zdaj zanima, ker tam na zdravljenju smo se tako ali drugače mogli soočati, bom rekel, s raznimi od vzrokov do posledic našega pitja pa obnašanja. Kako ste se vi v bistvu soočili sam s sabo, ker ste brez strokovne pomoči nehal? Ker je majčkena razlika, a ne? Ja, hvala lepa za, mislim, najprej čestitke za zgodbo, ja. Pa v bistvu ne rabite po mikrofonu, mi vas vse slišimo. Zaradi prenosa, veš, na internetu, da vsi slišijo. Ja, dobro vprašanje, zdaj, meni je tudi doktor Perko rekel, da sem imel kar srečo, da mi je to uspel, če mi je uspel, ker vedno je možnost za povratek, nikoli ne reč nikoli, ampak mislim, da je to za mano. Ja, mislim, da sem se tudi na zelo podoben način soočil, ker jaz sicer nisem bil v nobeni skupini, pa na nobeni teoriji, sem pa kar nekaj enih stvari prebral o tem takrat, ker me ta tema kar je par let zanimala, se sem v knjigi to popisal, ko vse sem jaz poskusil za ene tehnike, najprej moderiranja, nadzorovanja, pa neka pravila sem si izmišljal, viski, paradenska, pa zdaj pa sem še špricer, pa zdaj pa sem še enkrat na teden, pa zdaj pa sem še ob sobotah in tako naprej, do tej končne ukinitve. Ampak vmes sem pa kar nekaj prebral, tako da tudi ta recimo 12 korakov mi ni bila čist tuja in sem tudi malo sledil temu duhu teh korakov, pa tako, ampak na en tak svoj način. No. Sigurno je bila pa ta knjiga tudi mi v veliko pomoč, ker sem to pisal kot en tak premislek oseb o tem, kar je bilo in ne nazadnje tudi o tem, kar bo. No. Beste, prvo vprašanje, prvi odgovor. Naslednji, ima kdo željo? Prav ne. 150 vas je prav od zadaj, kje si se ti najdu zdaj? Ok, ni treba, no, imeli smo enega, to je ne si ne. Prihajam, čakaj sam, da nas še ljudje na internetu slišijo, pa tudi ljudje, ki si glih zadaj, evo. Živijo Bojan, ne Aleš. Živijo. Vprašal bi te, s čim nadomeščaš sedaj ta alkohol, mislim, escape, iz Absoloma je to čuječnost, budizem, biostile od gospe iz lekarne s televizije, ok, igraš kitaro. S čim se zaposluješ, no? Vse ta čas, ki si ga dal alkohol in prijateljem za mizo. Hvala za vprašanje. Mislim, da sem to že prej malo med vrsticami odgovoril, no? da ni bilo tako, da bi nekaj novega, pa da zdaj ta zazevala taka praznina. Jaz sem sam še malo pojačal stvari, ki sem jih že prej počel. No? Malo večkrat grem na kolo, pa večkrat grem laufat. Mislim, zdaj dejansko grem na kolo, ne? Prej smo sam govorili, da smo se na Peru dobiti, da se zmenimo, kam gremo v soboto, ne? Zdaj dejansko grem, ne? Večkrat grem tudi kar sam. Pa na kolo grem, pa na motor grem, pa kitaro sem spet začel igrati, no? To je recimo kar en tak, mi kar časa pobere spet zadnje čase, ja. Mislim, pogledajte si na YouTubeu, Big Watch, imate gor video spot Miha je gor. Lahko tudi zamudite, ne? Ne, splača se, definitivno, sploh če ga obožujete, jaz si ga večkrat zavrtim, no. In me zabava, moram reči, prvo bi rekel, ta kontrast bratov Šalehar. Še zadnje vprašanje, jaz nikoli nisem zaupal bejbam v črnih vanskah, niti tipom ne, tako da pa gled, sta se dobila oba dva. Ojla, živijo. Ojla, živijo. Mene pa zanima, koliko procentualno, torej koliko prijateljev zgubiš, ko nehaš piti? In kaj narediš? Kako se sploh lotiš tega? To prideš tja, pa pač rečeš, živijo, koliko ta forever less? Hvala lepa za obe vprašanje. Pa obe sta ful težki, pa obe sta ful tehtni. Zdaj, koliko prijateljev zgubiš? Lahko bi rekel, da vse, ne? Lahko bi pa rekel, da nobenega, ne? Ker ta pravih prijateljev pač ne moreš kar tako zgubiti. Ne? Zdaj, če pa si zgubil
zaradi tega vse, ali pa tiste, ki si jih zaradi tega zgubil, zaradi enega dejstva, da si zamenil per za kokto, pač ne morajo biti čist pravi prijatelji. No. Dejstvo je pa, da ta dinamika dobi ene nove dimenzije, pa da tudi, bom rekel, neke nove, ki si drugače naravnan, te tudi začnejo kar eni drugi ljudje obkrožati. No, to je bilo meni ful hecen. Jaz prej nisem nobenega človeka poznal, ki ne bi pil. Dejansko sem se jim izogibal. Jaz sem imel še enega ful dobrega frenda, ki se odlične stvari pogovarjava, ime mu je Gašper, pa sem se ga vedno izogibal. On, če mi je v četrtek poslal, a greva na per, jaz sicer per pil, ampak on mi je šel totalno na živce, ker je mene že po tretjem žejal, je on šele tistega prvega žulil, ne bi res tak zmeren. Zdaj grem večkrat z njim, ne. Kar pomeni, da je bilo prej mogoče meni četrtkov lavor spit bolj pomembno od tega, koga bom zraven poslušal. Ne. Če kako je bilo pa že drugo vprašanje, ki je bilo tudi dobro, je bilo pa... Ne, to sem odgovoril, koliko procentov frendov? Ja, ko se lotiš, ko prideš lokal, kokta forever, ali to skomuniciraš, ali se kar delaš, da ne piješ več? Ne? Kako nehaš, če to kar naenkrat prideš... Ma ne, ni to, ne, to je kar enostavno, mislim, pri meni je bil to kar proces, ki je trajal par let, ne, mislim, jaz sem tako vse živo, rečemo tako, da sem si zadnjih 7 let, da bo taka lepa pravlična številka, 7 let uživanja alkohola sem si ful želel, da bi nehal, no. In sem pač vse živo poskušal, ne, od teh, ki sem že prej omenil, zdaj pa sem še špricer, zdaj pa sem še lahke pere, pa sem pa lahko gajbo lahkih perov spil na pikniku, ali pa celo z Radlerjem se mi ga enkrat ratal zrihtati, ne. Pa zdaj bom samo še mislim, da sem 1 leto, preden sem čist nehal, sem samo še ob sobotah pil, ne, ampak sem se res držal tega, sem pil samo ob sobotah, ampak pa sem v soboto spil vse, kar ni bilo prešraufano in takrat sem v bistvu dojel to patologijo, ker jaz sem komi čakal, jaz sem že v torek, še 4-krat grem spat, ne, ampak hkrati sem se začel pa ful boljš počutiti, ne. Sem se začel ful boljš počutiti, tako da neka motivacija je bila. No. Pol sem pa spet malo zaplaval nazaj in pol je bil prav enkrat, to je bilo pa zdaj avgusta, bo 3 leta, je bil pa nek pač ta lom nebesne in se mi je zgodil nek hud recidiv, ne, sem res, pač ponedeljek je bil že in jaz sem bil še vedno v Mariboru. To kliče samo po sebi po narobe? Ne, in takrat sem pa stisnil, ne, takrat sem pa rekel, zdaj pa konc, zdaj pa ne bom več, ne, in pa res par mesecev nisem, ampak se še vedno nisem odločil, da ne bom. Ne. Sem rekel, par mesecev nisem na silo in potem so se začele kar ne take čudne, pa tudi ful čudovite stvari dogajati. Ne. Jaz sem kar tako začel bolj spati, pa bolj se počutiti. Pa na začetku sicer nisem vedel, kaj bi sam sabo sploh počel, potem so se pa kar neke vsebine najdle. Ampak sem po parih mesecih spet poskusil, kako pa je to. Ne. In sem se vrnil in sem probal in pa ni bilo več tako dobro. Ne. Tako da potem so bile te pauze vedno daljše do mojega zadnjega pitja alkohola, ki ga popišem tudi v knjigi, ki je bilo pa že toliko brez veze, oziroma se mi zdi, da je ta proces, ki poteka tudi na eni mogoče celo spiritualni ravni, pretekel toliko daleč, da pa sploh ni imel več učinka. Tam smo šli neki s frendi na motori, še to pravilo sem imel. Pol na koncu sem imel pravilo, da pijem samo še južno od Karlobaga. Ne? Sploh kleveč nisem smel in sem se tudi držal. In samo če smo šli z motorji na to Jadranko, smo pol tam parkirali in zato, da teh priložnosti ni bilo, pa da nisem, da sam pri sebi še nisem sklenil tega, da je konc. Ne. No in mi pridemo tja in jaz naročim eno pivo in to spijem, in se nisem dobro počutil. Ne. In seveda sem se oklenil unga že prej omenjenega pravila, da je treba več, ne, valjda, kaj boš naredil, ne še enega. Ne. In tako sem tam spil in 3-4 pere in sem bil smrtno pijan, seveda organizem se je že sčistil, ne, in ob tem se nisem dobro počutil in pol sem imel 3 dni mačka in to je bilo zadnjič. No. Lepo. Tako da ni bilo, pol je bila pa kokta od takrat naprej. No. Pa že prej je bila tudi kokta, tako da počasne. Mislim, fajn je, da se spomniš svojega prvič in svojega zadnjič. To je lepa neka zaključena zgodba. Ne? Prvič je bilo lepo. Ja. Pa to se mi zdi zanimivo, veš, ko priješ lokal, prečeš si bom kokto, pa da sam glumiš, da ne piješ in poj bilo tako in ne sedmiš, čak Miha, ti ni zdaj piraš neki cajta, a ti slučajno ne piješ več. A je bil kakšen tak? Ali si to si jasno skomuniciral, pa so si vedeli, da ne piješ? Ali kakšen ugotovo, tako skozi, čak, ti sploh ne naročuješ pira več? Ne, tega je bilo ful.
Na začetku je bilo tega ful. Sploh nisi povedal, sam z dejanji si kazal, ne? Ja, ne, jaz sem ful gobčen, pa itak, tako kot sem že omenil, jaz imam to napako, da še preden se zares odločim, povem, da sem se odločil. Zato me tudi noben ne jemlje resno, ker vedno, ko sem se odločil, se je pol izkazalo, da se v resnici nisem čisto odločil. Ampak tako da mene noben ni resno jemal. Šele zdaj me resno jemlje. Kaj pa ta nek družinski vzgib, ne vem, od partnerke do otrok, noben ti ni nikoli nič namignil ali pa siknil ali ja. Mislim, vem, da je zdaj to zelo intimno, pa družinsko, ampak vendarle. Ne, pa če to je vprašanje tudi na mestu in tudi eno poglavje, ki ga tudi v knjigi obdelam, je tudi ta, a veš, da ne samo, da družba alkohol izpostavlja kot nekaj, kar je zelo v redu, kljub temu, da vemo, da ni v redu, ne. Da je to tudi ena taka zelo ekskluzivna moška pravica. Alkohol je zelo patriarhalna zgodba. To je očjeva stvar, o tem ne govorimo. To je govorimo. očjeva stvar, o tem se kaj dosti ne govori. A veš, to, da je alkohol moški privilegij, to je starejša Biblija, to se pravi tudi avtorju Biblije, ni bilo vredno to not posebej napisati, ker to tako je. To se ve, ne. Še o tem ne govorimo. Ne? In jaz sem zelo nasledil ta stališča, ne? Od pomembnih moških vzorov v mojem življenju, ne, od Fotra do Charlesa Bronsona, do Johna Wayna in podobnih likov, ne, ki so me vzgajali. Tako da sem tudi sam to štafeto kar dolg časa nosil do tega zaključnega uvida, ne, da... Mislim, vse veš, kako je s tem, ne? Nimam pojma, samski sem pri 30-ih, nimam Ja, nobenega, kar mi rekel, kva delam doma. Ne vem, predstavljaj si eno okolje dnevne sobe. Četrtek zvečer, majhni otroci tam po tleh lezejo, pa dvigne Mojca telefon. Ne. Pa na drugi strani Jasna reče, Jasna, pizda sem žena, iskre pluvam, ne, da ob 7 na tenisu. To bi bilo absolutno neki za CSD roba, ne. To je za CSD material. Ne. Ko pa to naredi oče. Potem, ko tipka reče ti, faka, ti gledaš na koledar, model četrtek je, ja, 7 tenis zmenen, enga, valjda, enga, ajde, čao. Enga pa še lahko. Bo že žena klopol dala. Miha, hvala, da si bil gost tega zvezdnega, oziroma, kako se reče? Literarno zvezde. Ja, hvala. Vidiš, premalo berem, da bi vedel to besedo. Bo pa knjiga, ne, to lahko povemo, ker sem videl napovedniku City teatra. Si videl napovednik? Notranji pir bo doživel tudi gledališko prizoritev oziroma neko monokomedijo, neko predavanje, neka zmes bo vsega, zabavno bo, pristno bo, tvoje bo, 4. aprila, če se ne motim. 5. aprila, bojo tudi za nepovabljene ali samo zaprto za povabljene? A veš, da ne vem. No, če ni, pogledajte na stran. Pa mislim, da je celo predpremiera, pa pol bodo še hitro ponovitve. po karte tej, ki ste tukaj, tej, ki gledate na YouTube. Dobar, ne rabiš biti zdaj prodajni agent, no, Ja, mislim, malo malo spodobnosti. Ja, pa vseeno. Hvala. Ne, veš zakaj? Ker že za današnji dan so ljudje ostali pred vrati, pa ne, da ne bo ostali No, se tudi ne še oni povem, pred da, vrati. mislim, da si tudi posredno tudi ti kriv za to, ker malo si me ti nagovoril o to. Ne. In jaz sem se dejansko lotil tega prekletega teatra, ne, in ugotovil, da o tem nimam pojma. Ne, in če sem knjigo spisal v enem relativno tako, na en tak rutiniran način, ker rečemo, da malo poznam ta način komunikacije prek branja pa prek radija, ne, sem zdaj ugotovil, da ta oder je pa hudič. Ne. Komaj čakam. Tako da še nikoli v življenju nisem tokrat zbrisal, pa še enkrat napisal. Zdaj bom protestiral, kaj vse ti bom rekel, da bi ti lahko, pa bom pol gledal, kaj boš ti pol to res naredil. Da mi ni žal, da sem to sprožil, vsaj delno. Bo tudi tam verjetno po koncu predstave možno dobiti tvoje knjige, če se ne motim? Seveda. Seveda. Tudi tukaj. Ne. No, zato sem na to napeljal, ker se tudi danes tukaj.